Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o vplivu zbiranja informacij z namenom biti pripravljen na prihodnost. Vrsto let že spremljam, kaj se dogaja v ozadju globalne politike, kajti tisto, kar se poroča po javnih medijih, in tisto, kar ne bi se dejansko dogajalo, se precej med sabo razlikuje. V javnih medijih se sicer poroča o določenih dogodkih, toda daje se vtis, kot da so med seboj nepovezani in zgolj naključni. Na svetu pa se že vrsto let bije bitka za oblast, za vpliv nad valutami, nad bančnim in pravnim sistemom. In vrsto let je vse skupaj bilo vodeno preko Vatikana in preko centralnega bančnega sistema v rokah določenih elitnih družin. Odkar pa je prišel na oblast Trump, in še posebej v zadnjih letih, pa se ta moč preveša v drugo smer. In sicer je ameriška vojska stopila na stran oseb, ki želijo odstraniti sedanjo oblast teh elit, ki jih imenujejo tudi častilci Satana ali kazarijski mafijci, ki menda izvajajo rituale z žrtvovanjem otrok in imajo v rokah tudi pedofilsko mrežo in menda zgrajene podzemne tunele po celem svetu ter globoke bunkerje. Te bunkerje naj bi sedaj ameriška vojska v sodelovanju z zavezništvom 18 drugih vojsk pod krinko koronavirus pandemije uničevala in aretirala člane te sedanje zlonamerne elite. Te informacije sem dobil preko vsakodnevnega, večurnega spremljanja številnih necenzuriranih virov informacij in gledanja dolgih dokumentarcev o tem, kaj se dejansko dogaja na svetu. Predvideval sem, da bom s tem, ko bom dobro informiran o dejanskih ozadjih globalnega dogajanja, imun na stres v povezavi z vsemi informacijami in karantenami v povezavi z koronavirusom. Vendar pa se je pokazalo, da sem v zadnjih tednih postajal vse bolj nemiren. Do te mere, da sem moral intenzivno spremeniti svoj dnevni ritem. Omejil sem količino časa, ki ga preživim na spletu in ki ga posvečam spremljanju spletnih strani ter dokumentarcev. Spremenil sem svoj fokus in se organiziral tako, da je prioriteta moj osebni in poslovni razvoj. Skratka, koristno je biti informiran o tem, kaj se dogaja na svetu, vendar pa je tudi meja glede tega, koliko informacij človek lahko prenese in sprocesira. In ne more se človek zaščititi pred negativno prihodnostjo enostavno, če je informiran o tem, kaj se vse zna zgoditi. Kajti teorij o tem, kaj se na svetu dogaja in kaj se utegne zgoditi, je veliko. Potem pa,
ko smo soočeni z nekim dejstvom v naši fizični okolici, kot recimo to, da nas prisilijo v trgovinah nositi maske in rokavice, potem lahko aktivira številne misli, ki nas naredijo živčne in se nam zdi, kot da nas situacija okoli nas pretirano zatira. Toda če pogledamo, kako dejansko fizična realnost v naši okolici vpliva na nas, vidimo, da zadeve niso tako zelo hude. Ne glede na to, kaj vse se dogaja po tem širnem svetu, lahko za svoj notranji mir najbolje poskrbimo na ta način, da ne pretiravamo z raznimi sumničenji in domišljanji, kaj vse se še zna zgoditi in kako nas bodo lahko drugi še zatirali, kajti stvari v neposredni fizični realnosti so relativno stabilne. In zato priporočam tudi drugim, da pogledajo, koliko jih spremljanje določenih informacij dela živčne in nemirne, in da tudi sami poskrbite za to, da se z njimi preveč ne obremenite. Hvala za posluh in nasvidenje.